Večja od vseh je monodrama, katere protagonistka je pikapolonica Zmagoslava Marjetica Nogavička, torej Pika Nogavička. Ta je za razliko od legendarne otroške junakinje zgodb Astrid Lindgren zrasla in odrasla. Ob krstni uprizoritvi besedila Večja od vseh v Prešernovem gledališču Kranj smo se pogovarjali z igralko in režiserjem. Pika nekoč Nogavička, kakšne misli vas prevevajo v teh dneh, pa ne predpustne? Ne, zdaj so malo take, malo nervozne, pa malo take, predvsem lepe, no, zato ker se mi zdi, da smo ustvarjali eno lepo predstavo, ki pravzaprav nagovarja vse ljudi, vse generacije. Ni to predstava samo za mladostnike ali pa zato, ker kako je, ko Pika začne odraščati, ampak v bistvu nagovarja pravzaprav vse, da moramo ohraniti to neko nagajivost Pike Nogavičke v sebi in da tega ne smemo pozabiti nikoli. Kako pa je sam biti na odru? To je zame popolnoma nova izkušnja, jaz tega nisem do zdaj še nikoli počela. Na nek način je seveda to velika odgovornost, ker se ne moreš na nikogar nasloniti ali pa nihče ti ne more pomagati, hkrati pa pravzaprav ti diktiraš tempo predstave in je na nek način tudi osvobajajoče, je pa predvsem kar zelo naporno, no. Tudi fizično in psihično koncentracija je pač zelo močna, to 1:10 in ampak kako pa narediš, je pa zelo lepo. Veselje in zadoščenje. Ste našli prijeten stik z režiserjem? Absolutno, ja. Midva z Alanom Jelnom sva že, mislim, da je zdaj to 3. sodelovanje, vsako je bilo lepo, to je pa mogoče še najlepše, ker je bilo najbolj intimno, ker sva sama, mislim pač, ker nimam drugih soigralcev. On je zelo nežen in prijeten režiser, ki ne vztraja na nekih stvarih, če vidi, da tebi niso ali pa da jih ne znaš ali pa da ti niso blizu. Te nekako sprejme takega, kot si, iz tebe ven črpa, kar je za tako predstavo pač najbolj super. Je pa hkrati zelo luciden, zelo vidi, pomaga pri veliko enih stvareh in malenkostih in enih dilemah, ki jih imaš, in vsekakor krasno sodelovanje, no. Zakaj naj ljudje pridejo na premiero in seveda na kasnejše predstave? Zato, ker je predstava, ki pravzaprav govori, tako kot sem rekla, o vseh nas in ki naj bi ti dala neko voljo do življenja in neko voljo do tega, da se splača premagovati vse ovire, ki ti jih življenje prinese, z nekim pozitivnim odnosom in z neko nežno samozavestjo, ki jo moraš ohraniti iz mladosti in z neko željo po boju za boljše, za tvoje, za tisto, kar si želiš. Zelo me navdušuje, da bo Vesna igrala v monodrami in da sem lahko s tako eminentno igralko delal monodramo, kajti monodrama je eno veliko igralsko očiščenje v vseh pogledih. Igralec je sam na odru in moja naloga kot režiserja je bila, da jo igralko spremljam od začetka do konca pri tem ustvarjanju te čudovite vloge Pike Nogavičke kot odrasle dame, ki se spoprijema tako pogumno z vsemi težavami, ki nas srečajo v življenju. Kakšen del sebe ste vložili v to predstavo? Niti ne tako zelo velik, kar se tiče nekih mojih režiserskih stvari, zato ker je to, monodrama je vedno igralska stvaritev in režiser za dobro monodramo mora stopiti za igralko, ne pred igralko. Ampak moja naloga je bila, da res vestno spremljam od začetka, korak po koraku, da skupaj sestavljava like, da paziva ena drugega in da prinašava v to igro čim več raznolikosti, da bo gledalcem v dvorani všečna, da bodo jo lepo spremljali, da bodo jo razumeli in da se bodo na koncu tudi zamislili o sebi.